če sem iz sebe. Oziroma, mečkam sem že prišel v sebe. Študiram, če kakšna varianta pride tukajle. Poglejte, kakšen razgled imam. In zagledam tole. To je moje novo prenočišče. Lejte to razkošje. Evo mene spet v hotelu Žabjak. Šel sem na internet, sem pa ugotovil, da imajo še, da lahko tudi zunanji grejo na zajtrk. Stane 8 evrov in imaš tle samo postreženega in si naložiš. Evo, jaz sem z jajci kar malo pretiraval. Tako da super. Škoda, ker sem to šele danes gotovo. Poglejte tole. Tole je Vražje jezero. Zgleda kot morje. In seveda jaz bom šel še naprej. Vidite, tle okoli vse ljudje kampirajo. Mečkam sem nasu. Tlele pa ne vem, če bo tudi moj Peugeot zdržal. Ja, bo mogel nekako. Mogoče pa nisem tole najbolj pametno naredil. Tlele je klanc 30 stopinj, bi rekel, če se moram v prvo dati. Tole pa res ne vem. Menda bo kje še kakšna druga pot za nazaj prideti. Lejte, in ljudje kar s kamperji pa tako naprej in se tu kar zapeleš, kampiraš in si tle, mislim, ful noro. Zdaj vidim, da ljudje namakajo noge noter, da vem, koliko je mrzla. Jaz nimam ne kopalk, ne brisače, ampak če se mi bo zakopat, sem šupanak, pa je stvar rešena. Temle pa ne bom čez prišel najbrž. Več gremo. Ne, se drugačem, pa lejte tamle, bom ukampiral. Lejte tlele, še lepo plaščco imam. Sam, če se bom nakopal, moram imeti malo bolj stran, ker imam slabe izkušnje s tem, zmeraj neke ljudje nadirajo. Da vidimo, koliko je voda topla oziroma mrzla. Zdaj sem glih proti soncu. Ta prava. Ta prava 25 stopinj ima, tako na oko, stopinjo gor dol, ful dobra. Ja, kako nisem jaz brisače saj vzel. Ne, si kopalke celo imam, brisače pa nimam. Bom videl, kaj se bom odločil. Jaz sem se zdaj povzpel 100 metrov gor, ali pa 200, in poglejte, kakšen razgled imam. Fantastično, fantastično. Lejte, tamle zadaj pa še eno jezero sem to videl, zdaj, ko sem gor šel. Imenuje se pa Ribje jezero. Tako da dobro, da sem šel gor, da grem še to pogledat. Drugač pa, vam še nisem povedal, ne. Če ste gledali včerajšnji video, ste videli, da sem bil na Bobotovem kuku. To je najvišji vrh Črne gore in ne boste verjeli, danes sem kar mal invalida. Vse me boli, komaj hodim, res komaj hodim. Premal sem spet pil in veste, da imam težave s putiko in putika udar takrat, ko premal piješ, ko dehidriraš in tako naprej. In sem len za to pitje, tako len, da vam ne morem povedati. Tako da zdaj pa moram piti. Jemljem na klofen, da bo jutr dober, ker jutr imam v planu ene take malo bolj zahtevne stvari pogledati. Mislim, da bo treba malo hoditi. Drugač pa, danes je bil tudi bolj kratek dan. Zjutraj sem šel video montirati, tako da sem 2 zmontiral, tako da zdaj bojo vsak dan brez skrbi. Zdaj sem šel pa malo na to jezero. Zdaj grem še na Črno jezero, tako da
deloven dan je bil, deloven dan. Lahko rečem, da 8 ur sem dobesedno z računalnikom sedel pa delal. Tako da nekdo misli, da mi je sam fino, moram tudi kar delati. Ampak ni težko delati, če greš pol na plec takle in tole opazuješ. Zdaj še razmišljam, a bi se šel kopati ali ne. Tu se bom še odločil, ne vem, ne bi se še prehladil. Poleg vsega, pa kopalk nimam. Sem mislil, da jih imam, pa jih nimam. Ko bo tle pa spet problem, bo kaj še name upal. Zdaj pa trenutek resnice. Če bo tale Peugeotček prišel kaj gor, tlamle lejte po cest, boste videli, bom posnel. Do zdaj sem tle videl sam iz džipom, da so ljudje hodili. Nisem še videl z normalnim avtom, da bi kdo prišel. No, jaz dol sem prišel, ampak zdaj, če bomo pa gor, pa še sonce tako sije, da nič ne vidim. Sem zgrešil pot, ta bo krza, ja. Tole pa ne vem, če bo šlo. Tamle imam še gledalce, gledajo, a bo šlo ali ne bo šlo, škoda, ker sonce sije. Z letom bi to moglo jeti, a? Ful me moti, ker se ne vidim zaradi sonca. Vidite, da bo. Fulko pa. Ampak sem prišel. Neverjeten je tale moj Peugeotček. Neverjeten. Tole je pa še Riblje jezero. Tudi čudovito. Ne sicer toliko kot Vražje, ampak tudi zelo lepo, če mene vprašaš. In glejte, kakšna pokrajina okoli. Res. Kada bi bil človek v pravljici. Pa tudi tle, rečemo, ljudje kar kampirajo, lejte, tam je en kamper postavil, oziroma kombi, pa malo strehce, pa to, tako da sigurno več dni tlele. Se pa sigurno tudi kopa da noter, tako da fantastično. Tukaj sem se slučajno pelal po eni stranski cesti in zagledam tole. Kamp, ki sicer ni kamp, če me ne vprašaš, ker so tole lesene hiške, kvečen je to kakšen glamping. Sem pa šel vprašati noter, če lahko malo posnamem, da me zanima. In so seveda rekli, da seveda lahko. In lejte, to je zdaj tle še lepško, ker sem iz ceste videl. Drugač cena nočitve za 2 osebe je pa 30 €, kar pomeni, da je to 15 € na osebo. Je pa meni tole fantastično. Vidite mojo novo frizurco. Šel sem k frizerju, ker sem pogruntal, da toliko časa, kam na potovanju, se moram prej kaj postrič. Sem se pa kar, ker sem videl tablo frizer, sem rekel, da tukaj druge ne iščem, grem pa kar tukaj. No, v glavnem, današnjega dneva je konc. Mislim, ura je 7:30, zdaj grem še nekaj pojesti. Ampak za danes sem z ogledi končal, tako da jutri nadaljujemo. Danes mi je veliko časa vzelo to, da sem montiral videe pa te zadeve, tako da jutri bo po mojem več zanimivo, več materijala, tako da poglejte si tudi jutrišnji video, pa tudi vse nazaj si poglejte, če si jih niste pogledali. No, drugače pa mislim, da tudi ta današnji ni bil tako slab. Tist Vražje jezero, to je fenomenalno, tako da ostaneš brez besed. Nič, se vidimo jutri točno ob 20:30. Dobro jutro. Evo, nov dan, novim dogodivščinam naproti. Tukaj sem parkiral, grem pa na Črno jezero. Tukaj sem plačal vstopnino, 3 € je, pa parking je 2 €. Zdaj grem pa na Črno jezero. Črno jezero mislim, da je najbolj poznana stvar v Žabljaku.
Sem že dvakrat bil. Prvič sicer je bilo čist brez veze, ker sem v mačka. Ta drugič je bilo pa zelo zanimivo in se spomnim, da sem ful užival. Tako da pričakujem, da bo tudi tokrat tako. Prispel sem do Črnega jezera. Glejte, tukaj ga vidite. Kakor vidite, tudi kopanje je dovoljeno. Drugač pa do sem imaš 5 minut za hoditi. Ne vem, med 500 metri in kilometr bi ocenil. Le jezero je take mal nepravilne oblike. Tamle noter se še nadaljuje. V glavnem, jaz ga bom prehodil okol in okol. To sem tudi zadnjič naredil in je ful zanimivo. Sicer vam pa moram povedati, da noga me pa ful boli. Ta leva gleženj putika. Tako da ne bo šlo čisto lahko. Jaz sem prišel iz tistele strani, tamle, ko vidite na sredini. Sem šel okoli jezera. Mislim, ne okoli, zdaj sem 1/3 naredil. In zdaj sem prišel tukajle, ki je najbolj ozko. Ker sem bil zadnjič tukaj, se spomnim, da ni bilo vode, da sem tukaj čez prišel. No, zdaj bom pa tam pot nadaljeval, pa da vidim, če pridem lahko vse okoli jezera. Jaz mislim, da bo šlo, ker je ena zelo lepa pot naprej. Ki je tudi ena zanimiva kolipca. In glejte, tudi se ljudje kopajo tukaj. Je lep plec tole, kakorkoli vzameš. Tole je pa Titova pečina. Tako dol pa piše, tabla je bila, pa sem šel gor pogledat. Se pravi, glejte, piše pa tole. Ovdje je drug Tito sa svojim vrhovnim štabom boravio od 20. do 29. maja 1943 i donio odluku o proboju preko Sutjeske. Se pravi, tle se je začela bitka na Sutjeski. Zdaj sem prišel približno na pol poti. Voda kristalno čista, tukaj je bilo super zakopati. Jaz sem se pa tle odločil, da majčkeno drona spustim, da naredim kakšen dober posnetek. Glejte, pa še super imam tlele klopco, da mi lepo sedu, pa še v senci je, kar je fino, boljš na ekran vidim, tako da super plec za spuščanje drona. Could you help me? Could you help me? Doch, ich höre sie. Na claro. Da ist sie. Wo? I will catch you just. You want to catch the drone? Yes, yes. Okay. I'll put it down. Ist okay. Okay. There, maybe? Yes. Okay, thank you. Alles klar. Ah, Dieser fancy Pakistan. Mavic 2. Alles klar. Bye. Thank you See very you. much, goodbye. Čisto sem iz sebe. Oziroma, majčkeno sem že prišel v sebe. Zdaj sem bil pa prepričan, da bo dron šel. Kakšen stres. Vidite, saj ste videli vse. Vidite, zakaj ne želim snemati z dronom. Mislim, nimam nekega vesela. Zato, ker so zmeraj neki problemi na vsake tok časa. Ali kaj narobe dela, ali ti kdo teži, da snemaš. Skusi nekaj. No, naj povem, kaj je bilo.
Jaz tukaj se usedem, zrihtam dron, spustim, snemam, vse super, lepo in prav. Pa ko sem v 400 metrov stran dron, pa 80 metrov visok, uno začne piskati, uno ful nagravžno piska, se je prav, da nagravžno piska, zato da te upozori, baterija prazna. Kako baterija prazna, se je še 60%. In jaz sem vedel, sem pa mislil, da se to dogaja, ker veste, da mi je dron strmoglavil pred novembra lansko leto na Plitvicah. In takrat je bil problem to, da baterija ni bila prazna, je bila polna, pa mu je kar začelo javljati, da je prazna baterija. In jaz sem bil prepričan, da se gre sedaj za isto zadevo, tako da sem bil prepričan, da bo sam spuščati se začel in da tudi jaz ne bom imel nič na to vpliva. Ampak tle je jezero, se pravi, bo šel v vodo, gotov je, ker bi bil to travenk, nič za to, ga bom že pol najdel. No, in jaz ga gasem nazaj, še na začetku, ko sem bil tukaj živčen, sem se še zmotil, sem kontrastran šel. 50 metrov, pa sem gas, ki ga tle zagledam, ne, gledajte, takole to zgleda, ne, ki ga tle zagledam, gas je, spuščam, da ga čim prej tle pripeljal, da mi ne pade v vodo. No, sem le gor zaletel, v tu, samo noter se zaletel, nisem vstal, ponavadi se ful hitro vstal, ne vem, ali pa sploh, ker sem bil v šoku, sej ne vem, koga je bilo. No in pol je tam gor vstal. No, kako sem ga dol dobil, ste pa videli. Zdaj pa niti ne vem, ali dela ali ne dela, ker sem ga pa probal preizkusiti, je pa telefon mi zablokiral. Ker če prehiter telefon priklopim, ker se telefon zaganja, če ga priklopim na komandno ploščo, ponavadi zablokira. Vem, da to ne smem, ampak ker sem bil živčen, sem hiter hotel in evo, se to naredilo. No, kaj je bilo pa krivo? Tista komandna ploščica, tista je zmanjkalo baterije. Nisem jo napolnil, ker je ponavadi za ful dolg časa in jo nisem polnil. Sem mislil, da je še dost. In evo, za vse sem sam kriv. Nič, sicer dron sem pol užgal, tako da vse kamerca dela normalno, jaz mislim, da ni nič narobe. Tako da dela, ampak sem bil pa prepričan, da sem ga zgubil. Stres je tole snemanje z dronom, vam povem. Poglejte, kaj je tukaj super. Lepo za sprehajati se, tudi zakopati. Zdaj sem skoraj že čisto obkrožil jezero in zrem pa še tlele nekje, da se bom pa noge namočil, tako da vidim, kakšna je temperatura. Kopal se ne bom. Veste, zakaj ne? Zato, ker imam težave, ne vem s čim, pogosto hodim na WC. Sicer zdaj že dober, ker jem ene tablete, ampak nočem pa zdaj, da se mi to ponovi, pa ker sem glih na potovanju. Se mi pa zdi, da je do tega prišlo zato, ker sem porabljal klimo v avtu. Porabljal sem jo pa zato, ker sem otroke pa mamo veliko vozil okoli in je bilo treba klimo vžigati in evo, jaz sem v problem, zdaj ne vem s čim. V glavnem po noč sem šel tudi po 4-5 na WC. Tako da tu si pol neprespan in zoprno je in vse. Tako da zato ne morem riskirati. Nočem, da si ne pokvarim nadaljno potovanje, bom pa sam noge noter namočil. Stojim v vodi, fantastična temperatura, 25-26 stopinj bi rekel, ni mi jasno, kako se tle toliko se greje na skoraj 1500 metrih. Ful bi zaplaval, ampak sem vam povedal, zakaj ne. Sem pa tudi upal, da bo, takole je, sem pa tudi upal, da bo kaj bolj mrzla, da mi tale moj gležen mečken ohladi. Evo, tle pa moje merelke, ki ne grejo nikamor brez mene. Fantastično se hodi v njih, da sem ekstra zadovoljen, imam še ene nove,
Ampak sem te tako fino vhodil, da unih skoraj ne probujem. Ampak moram to tune. Še zadnji pogled na čudovito Crno jezero. Tole je res fantazija, se verjetno strinjate z mano. No, nisem vam še povedal, da jaz zdajle odhajam iz Žabljaka. 4 dni sem v tukaj rezervirano sobo, sicer včeraj so po glav začele hoditi neke ideje, da bi jaz to malo podaljšal. Ampak sem pol rekel, ne, to me zmeraj prevara na začetku, mislim, da se mi nič ne budi, moram pa vedeti, da mene tudi če vse druge čaka ful lepih krajev. In zdaj, če tukaj en dan več ostanem, nikje druge ne bom en dan nekaj lepega videl. Tako da moram iti naprej, grem v mesto Plav, vmes se bom pa še na 1-2 zadevah ustavil, načrtovanih, mogoče pride pa še kakšna nenačrtovana. Tako da zapuščam Žabljak z ful lepim vtisi, ful lepim vtisi. Tako da, če kdo razmišlja, ali iti sem ali ne, je definitivno ja. In tle, tudi če bi šli za en teden ali pa dlje, definitivno imate kaj početi. Nič, adijo, Žabljak, dobrodošel Plav. Samo ena pomembna informacija za tiste, ki boste šli kdaj na Črno jezero. Glejte, kakšna gužva je. Tako da morate iti zjutraj. Jaz sem šel bene 8:30 in ste videli, ni bilo nobene gužve. Parkiral sem čist pri vhodu, glejte, zdaj pa ful in tudi ljudi je in tako naprej, tako da to upoštevajte. Na poti iz Žabljaka sem se ustavil še na smučišču Savin Kuk. To je samo 4-5 km iz Žabljaka in glejte, imajo 6 žičenc. Videti, glejte, je takole. Tale tukaj dvosedežnica je kar stara. Vidim pa tamle gor še nekam ful deleč gre. Tako da po mojem je to zanimiv smučišče. Glejte, tistale tamle, ki vidite, iz 1908 metrov, ne vem, na ko gre gor, na kar krepko, čez 2000. To je tamle, jaz jo vidim, ne vem, zdaj, če jo vi vidite. Gremo še malo bližje pogledati. No, tukaj se bolj švit, glejte, taka je žičenca, tam nekje z 80 let bi rekel, ampak glejte, deluje, tako da to mene niti ne moti, najbolj sem vesel, če ni gužve. Meni tole zgleda ful dober, pa tudi lepo je tukaj, tako da bi šel enkrat smučati sem, če bi bilo kaj bližje sem. Predvidevam pa, da je gužva pa nenormalna, ker tukaj vsi Srbije pridejo, tudi z Hrvaške, Dubrovnik, verjeten, in mora biti to gužva za znort. Zdaj sem prišel pa na en ful zanimiv kraj, vam še ne izdam točno, kaj bom šel pogledat, 2 stvari, ampak boste videli, da je top. Tukaj noter bi mogel biti en kar mogočen slap, saj po slikah je tako izgledal, ampak gledajte, voda je čist presušila, tako da grem pa vsem pogledat, da vidim, kako pa suh slap izgleda, tudi to je zanimivo. Moramo pa iti, gledajte, tukaj noter, pa bomo že nekako prišli. Po mojem vidim, kje je slap, gledajte, to je kar 15 metrov visok ali pa še več, gledajte, tamle je padal. No, bomo šli čist do... Ne vem, kako ljudje sploh pridejo do tega slapa, kadar je voda, ker ni nobene potke nikjer. Tako da, mogoče pa še fino, da ni vode. Ampak v vsakem primeru bo siguran tole zelo zanimivo videti. Kako je sej, ne bo to, da sem prvič naletel na neki slap, ki je bil presušen, ampak vseeno me zanima, pa če sem že tukaj, zakaj ga ne bi šel pogledat, ne. Evo, prispel sem, tako izgleda spodaj, tukaj dol pada ta slap, ampak gledajte, tole po mojem še ni konc, imam občutek, da tamle od zadaj je bazen. Me pa zanima, če je kaj vode ali ni nič, ali kaj je, bo treba gor splezati. Bilo tle pa ful dober se
zakopati. Ful bi se bilo dobro zakopati, če bi voda bila. Pa ne vem, koliko je topla voda. A evo, lejte, je voda. Vidite, kako sem jaz to dobro predvideval. Lejte, celo neke ribe, žabice so noter. Zdaj se sicer tukaj zakopati ni, ker, ja, lejte, mlade žabe. Lejte, sploh še nisem videl mlade žabe. Zanimive so. No, lejte, takole to zgleda. Zdaj bom pa še pod vodo probal mlade žabe posnet, da vidim. Tole, kjer se zdaj nahajam, je pa kanjon Nevidio. Tako se imenuje. Jaz sem tukaj bil že pred 2017, se mi zdi, da je bilo. To je reka, ki gre v ta kanjon. Jaz sem to nekje prebral, da naj bi bil to najkasneje raziskan kanjon v Evropi. Zdaj sem tukaj šel sam na eno malo višjo točko in vidite, totlele kanjon se začne in kele noter gre. Kar sem rekel, sem tukaj že bil in sem šel na 100 metrov noter, ampak takrat je bilo manj vode, ampak takrat tudi nisem mogel jeti, ker sem mamom v seboj. Zdaj bom pa šel mečkan dlje, oziroma šel bom, kolikor časa se bo dalo. Zdaj bom najprej probal tlele pride čez po kamnih, če bo to šlo. Mislim, da bo šlo. Sem kar dober za svoje leta. Evo pa smo čez. Tle gre pa ena potka naprej. Zdaj seveda se zud bom mogel merelke zavezati šlingam, pa čez urade dati, ne bo druge. Evo, takole sem videti z merelkam okoli vrata. Vidite? Seboj jih jemljem, se lahko bi jih tle keskru, ampak veste, zakaj jih seboj jemljem? Voda je kar hladna, no, ampak ne tukaj, kar, mislim, ne tukaj, da bi rekel, da ni za zdržati. Prav fino, ker me tale putika matra, da mi je omečkano hladilo. No ja, če smo odle kar mrzlo rata. No, v glavnem, zakaj bom te merelke seboj vzel? Zato, ker lahko se kaj naredi, da bos ne bo mogel jeti, pa jih bo mogel buti. Pa pol spet se zut, ne? Drugač bi jih tle nekje pustil, a da so pa ljudje, bi jih tle nekje pustil samo, ne morem, ki jih morda rabim. Sem mislil, da ne gre noben več od tle naprej, pa so šli, evo, moram nehati snemati, da jih ne bom zmotil. Mimo unih dveh sem zdaj šel. Fini plet sta si izbrala za romantiko, moški pa ženski, sta dva mlada. In verjetno tle tudi, če jih zagrab, lahko upravita, ker tukaj je fejst malo možnosti, da bi kdo prišel. Jaz se pa kar matram tukaj, malo so ostri kamni. Zdaj, če bo tam ratala, ne, pol ne bom šel naprej, boste rekel, zakaj nisi luči vzel. Nisem jih vzel zato, ker je tu težko nositi, že tu vse, ne. Tako da dokler bo svetlo, bom šučil, pa čistema, bom pa nehal, ne. Drugač pa ful mi tole dober dene za putiko v mrzli vodi, ko stojim, me čist nič ne boli. Zdaj sem pa že prišel malo do tacga kraja, ki pa tudi ostaja možnost, da se bo vse skupaj ustavilo. Dajte, bomo videli. Malo čez kolena voda je lahko, več pa ne sme biti. Zdaj pa tamle, a bo kje jed za mem ali ne bo, bomo videli. Pogruntal sem, da nimam očal tle kaj rabiti, pa sem jih tlele skru, lejte. Tako da, ko grem nazaj, jih pa vzamem. Tle je pa zdaj že kar globoka voda, tako da jaz moram čez prideti, pa mogoče bo tamle ob strani šlo,
ne morem pa čez, se to ne bo problem. Sam vidite, takele kamne treba paziti, lahko drsi. Pa grem tam v stran, pa bomo videli, če bo šlo. Upam, da bo šlo, saj še nekaj ne gre. Sem prišel sem, je bilo treba kar plezati, se pa bojim, da bo glih mačken zmanjkalo, da je glih mačken pregloboka voda. Oziroma ne, tle bom skočil, ali kaj bom naredil, ne vem, bom videl. Tle ni šans, da se ustavim. Veste, da sem se pa malo prestrašil. En kamen je dol pol. Tamle gor je most, pa imaš kakšno budalo, ki mogoče celo dol neče. Ampak menda ne oglih mene zato. Neč, zdaj pa gremo tlele. Še hlače nimam primerne, so une do kolen, pa sem jih malo gor. Ja, lejte, glih, če je bilo 5 cm več, pa ne bi šlo. Upajmo, da bo še naprej tako. Ful je tole zanimivo. Ful. Takele stvari imam jaz ful rad. Aha, vidite, tam bo pregloboka. Moramo je tlele, ki je nizka. Pizda drsi. Zadrseluje. Prej, ki sem v suhe noge, ni. Mogoče kakšen tak mah gor, ali pa nekaj, da pa z mokrem vode nogam prideš, pa ful zadrsi. Lejte, tle se pa bojim, da se bo ustavilo. Pa bi šel ful rad naprej. Joj. Študiram, če kakšna varianta pride tukajle. Voda ima več kaj meter, jaz eno sicer vidim. Lahko bi probal mogoče tukajle po teli, vidite, teli strminci dol splezati, ampak obvezno moram vse stvari pustiti, razen GoProja, se pravi telefon, pasuš, osebno, denar, moram pustiti tle, ker če padem noter, da bo suho ostalo. Pa sem gruntal, če bi kele gor, lejte, na tistole polico skru te moje stvari. Pol pa sem z GoProjem šel, pa probal tle dol preplezati. Grem pogledat še to. Morda je bilo bolj, da bi odnehal, pa pač zaenkrat še ne bom. Preden začnem plezati tle gor, se pravi, tle bom mogel jeti, pa kele, pa če bo šlo dol, sem merelke pustil tle, ker so mi na pota, lahko še prej padem, tako da sej bom fejs previden, tako da nima kaj biti. Ful narad tole odneham, ampak moram, ker lejte, tle naprej ne bo šlo. Tle dol se ne da splezati, ni nobenih oprimkov, saj jaz nisem tako dober, kdo bi verjeten bil. Lejte, zdaj zmočati bi se mogel, pa zaplavati noter, pa stvari bi mogel tle pustiti. Tako da to me pa ni čist najbolj lašt. Tako da tole bom za drugič pustil. Bom pa definitivno enkrat šel, pa to glih sam ne moreš iti. Ne, zdaj mogel bi vse stvari v avtu pustiti, denar, ključe, pasuše, ne moram tu zdaj tle nikje pustiti, če bi šel tudi plavati naprej, ne? Bi me bilo skus strah, aha, kaj če kdo pride, mi pasuš, denar, ključe od avta, vse ukrade, tako da ni to pametno. Tako da, lejte, žal drugič, je pa tole super kraj, tako da obiščite ga. Sem prišel ven z kanjona, ampak merelke imam še kar na sebi, mislim tle za vratom, ker je fino po travi bo shoditi, pa čeprav jih imam rad, bom pojraj na tikače v bupr avto. Tukajle sem se pa ustavil zato, ker smo tukaj že bili, mislim, da leta 2017, z mamo pa očetom in smo tukaj tudi spali in vam bom pokazal, kako je tukaj imajo lepo in tudi spomnim se, kako smo dobro jeli. To je bilo toliko, da mi je kar slabo bilo. Take porcije so bile, ker smo že mislili, da smo vse pojeli, so pa še kar prinesli. Lejte, kakšne lepe kamnite hiške, sicer bi rekel, da so kakšno dodatno naredili od 2017. Lejte, je pa fantastično.
Jaz mislim, da smo mi bili v pretazadnji, v teli Komarčnica. Ful je bilo dober, no, so pa zdaj tu polepšali še vse malo. Mislim, se težko bi rekel čisto točno, kaj vse novega, ampak gledajte, tole je, tele gugalence pa to, pa nikako lepše vse skupaj, ne vem čisto točno zakaj, ampak ful je dobro. Pa spomnim se, da takrat smo tudi ful mal plačali, bom pa tudi opis videa dal link do njih, da če boste šli, pejte, tole meni je ful hodono. Sem pa tudi zdaj pri njih jedel in neko vegetarijansko zadevo, ker ne smem zaradi putike, in je bilo ful dober. Je bilo pa ena taka čorbica zelenjavljena, stala je pa 6 evrov pa pol. Tako da lejte, res fantazija. Še to moram povedati, to je čist bliz tega kanjona, ki sem bil prej noter v njemu. Poglejte, po kakšnih cestah se to jaz vozim. Tudi navigacija tle ne ve povedati, ali po levi ali po desni. Jaz sem še po desni, zato ker je asfaltirana. Imam pa 3 ure vožnje. Upam, da ne bo vse 3 ure takale cesta. Mislim, sicer se čisto ne pritožujem, ker jaz imam rad takele ceste, ne. Edin pritožil bi se to, če bi po 1 uri vožnje pogruntal, da sem na napačnem tiru, ne. Sam ne, to mi navigacija kaže, da ni. Sem pa vzel ne tisto pot, ki je priporočena, ampak najkrajša. Zakaj najkrajša? Zato, ker, mislim, najkrajša pa ne najkrajša po času, zato, ker sem vedel, da to so ponovadi takele ceste in jaz uživam v teh, res uživam. Edin majčken skrb zdajle imam, da slučajno ne bi zašel, no, pa kje je mogel obračati, ker se mi je že to dogodilo, kdaj ne. Ni navigacija čisto 100%, je ene 98 po mojem, čisto pa ni. Zdaj pa cesta takale ratala, no tole pa ne bom rekel, da imam take rad. Ja, mogoče kakšen kilometer, 2, ampak kaj dle pa ne, pa lejte še, tole je kar, ne, štakili hribi, se komaj tale Peugeotček prijoka gor, no, ampak gledajte, imate tle občutek, da se ljudje pogosto vozijo. Jaz ga nimam. Zdaj mislim, da sem prišel na neko najvišjo točko, da zdaj pa gor že ne more več iti. Glejte, same gore, tamle v daljavi jih vidim, same gore, pojma nimam, kam bom po tej cesti prišel, ampak glejte, zaradi tegale takih razgledov se jaz rad vozim po takih cestah. Dober, da imam tale stroj, ki pride čist posod in to je neverjeten. Prispel sem v Plav, to je moje novo prenočišče. Lejte to razkošje. Top. Lejte, kaj je to? Ful noro hodo. Res dober. Nimam kaj, lejte. Ampak moram povedati, jaz sem manjšo sobo rezerviral, ampak so mi polkrat to dali. Ne vem zakaj, lejte, kaj je dober. Lejte, vse vrhunsko. Plačal sem pa 30 evrov na noč, z zajtrkom. Kaj sem pa tole dobro naredil? Lejte, velika zakonska postelja. Navdušen sem, res navdušen.